Lepo pozdravljeni vsi mediji, ki ste se danes odzvali na novinarsko konferenco ob Svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki ga obeležujemo prav danes, 21. septembra. Novinarsko konferenco smo naslovili Spregovorimo o demenciji. Nažalost pa verjetno bo vrsta sporočil, ki jih bodo podali današnji govorci, kar zaskrbljujočih. Lep pozdrav tudi vsem sogovorcem. Danes bo novinarska konferenca potekala na način, da bodo v dvojicah tukaj pred vami govorci, potem bo sledil del za vprašanja in potem naslednja dvojica, da bi čim manj menjavali mikrofone in stole. Tako da lepo prosim za začetek dr. Zdenko Čebašek Travnik, predsednico Zdravniške zbornice Slovenije, in Štefanijo Lukić Zlobec, predsednico Spominčice Alzheimer Slovenija, da spregovorita in povesta, kakšne so razmere, kaj vse je bilo drugače zaradi COVID-a, kaj vse je bilo treba nadgraditi. Mogoče prosim najprej predsednica. Ja, lepo pozdravljeni. Mislim, da je to zdaj že tretjič, kar gostimo novinarsko konferenco ob dnevu Alzheimerjeve bolezni oziroma ob dnevu, ko se spominjamo na njo na bolj množičen, bolj organiziran način. Jaz sem vesela, da imamo v Zdravniški zbornici tudi to dvorano, v kateri lahko takšne konference izvajamo kljub temu, da so številne omejitve, da se tukaj lahko tudi vidimo in slišimo. In to je nekaj, kar vsi v resnici zelo pogrešamo. Da se lahko tudi osebno srečujemo in tako zdaj izkoristimo res vsako priložnost, ki nam je dana, da to tudi naredimo. Žal ne vidimo naših obrazov, naših nasmehov, to, kar lahko povemo, je z glasom in z očmi. In lahko si predstavljamo, da je to huda omejitev, še posebej za osebe z demenco, ki so vajene spremljati izraze na obrazu, pravzaprav jih te izraze na obrazu lahko registrirajo in se na nje odzivajo tudi potem, ko jim že druge poti nekako odpovedo. Jaz se spomnim moje pokojne tašče, pa so bili zelo dobrih odnosih, pa sem jih vprašala: mama, a ti veš, kdo sem jaz? Kako mi je ime? Je rekla: ti si pa ena prijazna gospa. In to je seveda lahko prepoznala in je to povedala. Zdaj je pa tudi ta maska na obrazu vzela še ta kanal, ki jim je sicer bil dostopen. Imejmo to v mislih, o tem, kako doživljajo bolezen pacienti in njihovi bližji, bodo povedali moji trije kolegi in resnična hvala, da ste prišli in da širite to znanje in da ste zdravniški ambasadorji na tem področju in vas ljudje kot take že tudi poznajo. Tako da hvala tudi v mojem imenu. Zato jaz o sami demenci ne bom več govorila, ampak bi povedala še dve stvari. Eno, kaj bo naša država, naša družba naredila na tem področju. Vemo, da ni denarja, da ga manjka povsod, ampak hkrati pa se ne smemo zadovoljiti s tem odgovorom, da se ne da, da ni mogoče. Enostavno bo treba mobilizirati dodatne kadre, dodatne ljudi, ki bodo ljudem z demenco pomagali. Zdaj, na kak način se bo to uredilo, o tem morajo zadnjo besedo dati politiki. Vsekakor pa bomo za to potrebovali denar, ne malo denarja. In zato mi kot ena od oblik pomoči stopa v ospredje prostovoljstvo. Najbrž je zdaj, pred kratkim je bil dan prostovoljstva, je zdaj tudi pravi trenutek, da povemo, kako pomembno je delo prostovoljcev na različnih področjih, seveda pa tudi posebej v zdravstvu in sociali. In ponosno pač omenjam, da smo v Zdravniški zbornici pred kratkim izvedli anketo o prostovoljnem delovanju zdravnikov in zobozdravnikov. Na to anketo je odgovorilo več kot 1000 anketirancem, ki smo jim poslali to anketo. In tudi odgovori so taki, da so me res navdali s ponosom. Ogromno zdravnikov in zobozdravnikov deluje
v teh prostovoljnih dejavnostih in tukaj imamo predstavnike nekaterih od teh dejavnosti, tako da upam, da boste lahko tudi kaj povedali o tem. Skratka, prostovoljstvo je nekaj, na čemer bomo morali v prihodnje graditi tudi skrb za osebe z demenco. Pri tem pa je treba izpostaviti dvoje. Čeprav je delo prostovoljno, je pa treba to delo organizirati in prostovoljce usposobiti. In za usposabljanje prostovoljcev bomo seveda deloma poskrbeli, tako kot do zdaj, zdravniki s svojim prostovoljnim delom, ampak to ne bo dovolj. Če bomo hoteli usposobiti dovolj veliko funkcionalno skupino prostovoljcev, bo za to potrebno oddeliti še več sredstev in seveda tudi še več možnosti za delovanje, da bomo tem ljudem in njihovim družinam lahko pomagali. Zdaj, čeprav imamo mi tukaj možnost, da sedimo in se gledamo, pa so mene zablokirali že na neki drugi mednarodni okrogli mizi, kjer bomo govorili pa o eni drugi bolezni, namreč o raku. Zdaj, ko nam je korona vzela, bom rekla, normalni tempo ali pa normalno delovanje zdravstvenega sistema, seveda vsaka skupina prizadetih kliče na pomoč. In kliče na pomoč zato, ker se čutijo odrinjene, prikrajšane, zapostavljene in nekako Evropa, pa tudi se bojim, da je večji del sveta, še ni našla odgovora na to, kako bomo zdravstvo postavili nazaj. Kajti zdaj več ne gre za to, da bi zdravstvo napredovalo, ampak zdaj ga moramo postavljati nazaj. Tako v psihiatriji, kot v domovih in kot v vseh drugih strokah medicine, kjer smo ostali ali se vrnili v leta nazaj in to občutimo praktično vsi. Rada bi zaključila bolj optimistično, kot mi je gospa Štefka rekla, jaz sem v rumenem, vse veste zakaj. In seveda vsi vemo in vsi, ki imate rumeno, jaz nisem našla nič rumenega do danes, pa sem malo v rožicah, ampak ja, bodimo ponosni, ne samo danes in jutri, ampak bodimo ponosni vsak dan, da smo del te širše skupnosti, ki zmore veliko in prepričana sem, da bomo zmogli tudi mi. Hvala lepa. Jaz bom čez 5 minut morala iti, tako da mi nadaljujemo, bom pa potem stala pa odšla. Ja, prosim. Najlepša hvala in gospod Štefani Lukić. In lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali na to konferenco. Še enkrat se tudi lepo zahvaljujem Zdravniški zbornici in profesor Čebašek Travnik, da lahko obeležimo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni v tej hiši. No, demenca je epidemija današnjega časa. Na svetu je več kot 50 milijonov, vsake eno sekundo se zboli nov bolnik. In seveda slogan letošnje kampanje Svetovne Alzheimer organizacije je Spregovorimo na glas o demenci, premagajmo stigmo. Kot veste, se demence še vedno drži velika stigma, bolezen se ne prepozna in bolniki pridejo prepozno do zdravnikov. Zato je apel tega meseca Svetovne Alzheimer bolezni, da opozorimo družbo na probleme te bolezni, ki jih demenca predstavlja. No, spomladi pa nas je vse presenetila nova pandemija, ki je še večja in še obširnejša in razsežnejša, kot je demenca, tako da so se problemi in stiske oseb z demenco in njihovih družin še povečale. Spominčica se je takoj odzvala na stiske svojcev. Prve take stiske so se pojavile, ko so bili prepovedani obiski najdražjih, najbližjih v domovih. To so mnogi svojci res zelo, zelo težko sprejeli, tako da so nas klicali in smo mi takoj začeli pripravljati, glede na potrebe, ki smo jih začutili, 10 priporočil in razlag, kako naj se znajdejo v takih situacijah, da smo jih nekako tolažili in dajali informacijo in jim opogumljali. No, potem smo te letake še naprej prirejali, naslednjega smo naredili za družine, ki imajo bolnike doma, ker seveda ti bolniki niso
niso mogli sprejeti nove situacije, socialni stiki so se prenehali, osebe niso razumeli, da morajo nositi maske, da ne morejo iz stanovanja in da ni več obiskov. No, ena skupina oseb z demenco, ki nas je posebej presenetila, so pa bolniki v zgodnji fazi demence, ko pravzaprav morda še nihče ne ve, da demenco že imajo. Te osebe so se kar sprehajale okrog po blokih, po soseskah, hodili v trgovino večkrat na dan, kar ni bilo dovoljeno, tako da smo posebej pripravili teh 10 nasvetov za vse, da lahko tem osebam pomagajo. No, moram reči tudi, da smo vse te stvari objavljali na spletni strani, pošiljali smo vseh teh 12 letakov, smo naredili v teh prvih 3 mesecih, pošiljali smo jih domovom, Rdečemu križu, Karitasu, z demenci prijaznim točkam. Lansko leto je tudi Zdravniška zbornica postala demenci prijazna točka. Skratka, civilni zaščiti, zdravstvenim domovom, medijem, zato da bi vsi vedeli, kaj je o demenci in če srečamo človeka v trgovini ali v bližini, kjer stanujemo, da mu vemo, kako pomagati. No, kar se tiče pa prostovoljstvo, volonterjev, moram tukaj dodati, kar je že profesor Čebašek Travnik začela, da imamo veliko podpore strani zdravnikov in da so zdravniki eni največjih volonterjev. Največ potrebe in klicev pa imamo strani družin, ki prosijo, če kdo pride k njim domov za par ur, da lahko oni kaj uredijo ta čas. Ker kot veste, osebe z demenco ne moreš pustiti niti 3 minute same, ker v tistem času nikoli ne vemo, kaj vse bojo naredili. Gospod Zlobec. Ja, se opravičujem, ja. No, tako moramo upoštevati vsa pravila in nositi maske. No, tako da ta skupina bolnikov se je izkazala zelo neproblematična, da je večja, kot smo mislili. In mnoge družine so klicali, ker sploh niso vedeli, kaj se dogaja z njihovimi najbližjimi. No, skratka, pozivamo pa tudi mi ves čas Slovence naše, da rečem, da se odzovejo in postanejo volonterji ali družabniki. Mi to rečemo družabniki in družabniki spominčice so tudi v teh časih hodili precej, upoštevajoč vse predpise NIJZ domov in pomagali tem družinam. Seveda nismo imeli absolutno dovolj te oblike pomoči. No, že predtem pa smo začeli odpirati demenci prijazne točke in v soboto smo odprli že 220 demenci prijazno točko v Narodni galeriji. Narodna galerija je postala prva galerija oziroma muzej, ki se je pridružila mreži demenci prijaznih točk. Cilj teh točk je pa ravno to, da pridemo čim bližje v lokalno okolje, mikrookolje ali tukaj za Bežigradom in da pridemo čim bližje do družin, do ljudi, ki potrebujejo pomoč in nasvete in informacije in da vsi, ki delajo ali v trgovinah ali v lekarnah, da pristopijo in pomagamo. Moram pohvaliti, da je odziv in interes najrazličnejših organizacij, da se pridružijo demenci prijaznih točk, res presegel naša pričakovanja. Tako da se vidi, da je med našimi ljudmi velik interes za sočustvovanje in pomoč. No, ker za temi točkami želimo vključiti osebe z demenco, da ostanejo aktivne v družbi, dati podporo družini, ker je to tudi, kot vedno rečemo, najbolj humano in najcenejše za družbo. Tako da to smo precej uspeli. V soboto bi moral biti tradicionalni sprehod za spomin, ki ga naredijo vse članice Svetovne Alzheimer organizacije, ki šteje več kot 100 držav članic. Pa sprehoda ni bilo, ampak je bil kulturni dogodek v Narodni galeriji, kjer je nastopilo par pevcev in dogodek je res bil zelo uspešen, čustven in videlo se je, da tako imajo stiske ne samo družine z demenco in osebe, ampak tudi pevci, ki nimajo več kje prepevati. Tako da vsi skupaj smo naredili en zelo prijeten dogodek, ki nas je vse presenetil in bomo take dogodke še prirejali. No, tam spominčica ves čas aktivno dela, moram reči, da smo imeli dela še več kot ponavadi, že od spomladi, da se zdaj pripravljamo na novi val, ki je žal očitno tukaj in da če skupaj stopimo, lahko marsikaj naredimo in pomagamo drug drugemu. No, poleg tega je spominčica tradicionalno izdala glasilo Spominčica septembra, vse mednarodne konference so odpadle že
februarja. Mi se teh konferenc udeležujemo virtualno, pošiljamo svoje prispevke, oziroma ti prispevki so že zdavnaj prej bili izbrani za konference. Spominčica pa organizira ta teden še 2 konferenci. Ena bo 25. v ritmu človeških možganov. To je konferenca, ki smo imeli lansko leto prvič 25. maja. Prestavili smo jo letos iz maja na september in bo na medicinski fakulteti. Namen te konference, oziroma na tej konferenci smo že lansko leto se prvič predstavili 5 nevrodegenerativnih bolezni. In to se je izkazalo, da je zelo potrebno in dobro, da sodelujemo skupaj vse te bolezni, ki imamo podobne in sorodne probleme in stiske. Tako da bomo to nadaljevali in nadgradili. Naslednja konferenca, ki pa sledi, je 28. septembra, ki jo skupaj organiziramo z NIJZ in je tudi bo glede na okoliščine, kolikor bo moglo na udeležence. Drugače bo pa virtualna, tako da ste vabljeni, da se spremljate to virtualno. No, danes je z nami tudi Tomaž Gržinič. Tomaž Gržinič je predsednik slovenske skupine bolnikov z demenco. Kot veste, so bolniki z demenco, ki so sposobni še izražati in govoriti in se fizično premikati. Tomaž je prišel na kolesu, seveda, tako da on je še aktiven član. Je tudi član Evropske Alzheimer organizacije ali skupine, ki šteje samo 12 članov, kajti vse države imajo velike probleme najti ljudi z demenco, ki še lahko govorijo in pridejo na sestanke in kaj povedo. Skratka, tam je 12 članov iz 12 držav. Tomaž je pa tudi član Svetovne Alzheimer organizacije bolnikov z demenco. Tako da je tukaj danes z vami. Nažalost, Miha Kastelic, ki je bil lansko leto z nami, se ga morda še spomnite, ima 48 let, nažalost on več ne more biti z nami, ker je bolezen hitro napredovala. Tako da lahko Tomaž bo še kaj povedal, kako se on počuti in kako vidi te probleme in kakšne so njegove stiske. No, na koncu moram še poudariti, da se Spominčica ves čas prizadeva tudi, da bi bil sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi, ker največ problemov imajo družine za bolniki, ki so doma, in teh je največ. V domovih je manjše število bolnikov. Jaz vedno pohvalim, da so v domovih naredili velik napredek v zadnjih 5 letih. Po mnogih domovih delajo vedno boljše z osebami z demenco in tudi z ostalimi, da imajo strukturiran dan, da imajo razne dejavnosti, aktivnosti, da jih zaposlijo in da jim naredijo življenje lepše. No, skratka, mi si prizadevamo, da bi država končno namenila tudi denar za oskrbo na domu, kajti oseb, ki to pomoč potrebujejo, je zelo veliko. Pri tem jih bomo posebej opozorili, da morajo biti previdni pri osebah z demenco, ker kot veste, se velikokrat teh ljudi ne prepozna in potem rečejo, saj mu nič ni. Ker prvih par let človek izgleda pravzaprav tako kot ostali in če ga vprašaš, kako je, vedno reče, da je dobro. Se pravi, da ne mislijo sploh, da rabi kakšno obliko pomoči. No in še na zadnje, da povem, da si Spominčica ves čas tudi prizadeva in sodeluje pri pripravi strategije za obvladovanje demence. Letos se končuje prva strategija, ki je bila sprejeta 2016 in sedaj je v pripravi, sodelujemo z Ministrstvom za delo in za zdravje pri pripravi strategije 2020-2030. S tem bi jaz zaključila za enkrat. In zdaj bi kar bila vprašanja na ta sklop, preden potem gremo naprej na gospoda Tomaža Gržiniča, ki ga pa je gospa Štefanija že napovedala. Tako da so kakšna vprašanja? Ne v tej točki. Potem bi se vam jaz najlepše zahvalila za zdaj, pa bomo potem, če se vprašanja pojavijo še na koncu, vse enkrat povabili gor. Zdaj bi pa povabila gospoda Tomaža Gržiniča, člana Evropske in svetovne delovne skupine za osebe z demenco in tudi predsednika slovenske skupine oseb z demenco, da nam spregovori, podeli izkušnje, opozori, tamle bova zamenjala. Lahko ta čas mogoče še da ostanete pa.
Lepo prosim. Kaj ne pa povem zdaj? Tako da vprašanja sicer ni, ampak povejte, kot je že... Ja, jaz lahko povem, kako je ta zgodovina, ko se je to začelo. Ja. Jaz sem pred leti, takrat, ko se je to malo začelo, sem videl, da jaz imam težave z orientacijo. Tako, če bi se kam pelil z avtom, ne, pa sem malo zglud, ko sem se zelo težave sem imel. Ampak jaz sem to jemil, da to pač sem tak, da sem mal v bistvu, jaz sem slikal, pa risal, pa grafični oblikoval sem bil, pa sem mislil, to so itak vsi malo tako, ne, rekel, svobodni, ne, pa, no, ampak pa sem videl, da ko sem začel razmišljati, je pa oče moj je imel demenco, ne, takrat sem začel razmišljati, ne, in se spomnim, ker je on hodil vsak dan na grad, ne, vsak dan na grad hodil, zraven mene je staval gasonjerje, pa sem doskrat ne bil. On je vsak dan šel in en dan ga ni bilo dan. In potem je tam, smo ga iskali nečist nek drugje bil in od takrat on ni več šel kamor. Razen, če sem je šel, ne. Tako se je ustrašil, pa je bil tak, hodil je, on bi šel še vplive, pa vse. No in pa je tam doma skozi bil, razen, če ga jaz nisem pelil. In takrat sem jaz začel razmišljati, da imam jaz mogoče tudi to težavo, ne? Da se tudi tako kaže, ker isto orientacija, tiste stvari, da tako sem kaj pozabil, to sem rekel, okay, to, ampak da se nisem upal več tako jeti nekam, ne na grad, ampak tako, ne, malo dal, ne. No, in pa sem rekel, bi šel pa jaz to videti, da imam mogoče demenco, tako kot oče, ne. No in sem šel pol, ne, se pri Štefki sem takrat vprašal, kam naj sploh grem, ne. No in pa sem šel in tam sem tiste teste delal, ne, tiste stvari, ki se pač take se igra, ne. Ti sem še kolikor toliko, ne, ampak potlej pa, tiste je bilo, je pa rekel zdravnik, da edin če da naredimo magnetno resonanco možganov, ne, pa še ena stvar, ne, še kaj že. Skratka, vse potrebne PET, skratka, vse potrebne analize in... Ja, ta izlikuje, ja, no, jaz sem se malo strašil, se to, ampak sem rekel, edin tako še lahko ugotovimo, ne, če je, ne. No, in pa smo to naredili, ne, in so gotovo, da možganih je v redu, koliko je to, niti si zalival, ali kako je rekel, ne, pa da je tle pa so trije likurji, ali nekaj takega, se je zdaj to čisto, ne, in da pač to je neka začetna faza, ne, no in pa sem to vedel, ne, in pa sem vedel, da to se bo zdaj verjetno dogajalo, ne, imel sem pa skozi očeta v mislih, ne, no tako, da sem pol doma sem se takoj organiziral, ne, neke škarte sem dal za ključe, za denarnice, tam vse in skozi na ista mesta, da jaz začel iste stvari, ker to sem tudi prej imel težave, jaz sem tako malo vrgel, pa sem pa iskal, ne. No in pa se je to, pa sem videl, da to tako fajn laufa, ne, in kaj je bilo pol še? Skratka, organizira se. Ja, pa tako, ne, zdaj sem veliko tako sem športom se ukvarjal, ne, ampak sem se bil tako, smo z enim in istim, ne, pa sem rekel, veliko so pa tako kam šli, ne, na izlete pa to, ne, in jaz sem se pa tako tudi društva vklopil, ne, ker tam najboljše je, če nekam greš, če se ne znajdeš, da si v eno društvo in da ne greš sam, ne. No in pa sem, v glavnem sem zdaj ping-pongu, pa tenisu, posod imamo društva in posod skrb gremo nekam, ne. In sem čist brez skrbi, pa še fajn se imamo, ne, pa še družimo se, ne. No in to sem zdaj v bistvu, vse, kar delam v nekih skupinah, nikoli ne grem nekam sam. Že zato nekaj se malo bojim, ne, pa tudi ne vem, zakaj bi to šel sam. No, če pa kaj tazga za uredi, tako pa rečem bratu, ali pa to pa me pele, ne, če bomo šla nekaj iskati nekam, ne vem kam. Previden sem ratu, no, tako da
do zdaj, mislim, če se že slabše, se je zelo počasno, tako bi. Edin, če se mogoče kakšni taki stresni trenutki, pa takrat si malo slabši, če se ti kaj zgodi v življenju. Kaj pa mogoče, smo se prej tudi veliko pogovarjali to, da je zdaj manj socialnih stikov, kako to občutite, kako to občutijo vaši, recimo, tudi drugi kolegi, ki imajo tudi Jaz sploh jaz se družim s ljudmi in nobenih slabih teh izkušenj. Same dobre. Tako da jaz sem presenečen bil, jaz sem šel čisto na polno, jaz sem povedal, tako je, ampak v bistvu se samo šalimo, samo smejimo glede tega. Tako da nobene žalitve, nobene nič. Je pa res, seveda, pa se slabše, verjetno je drugačno. Ampak dokler si še tako, ampak saj to delaš, da ga počasne, se mogoče bo res dolgo časa. Ni treba ostati dinamično. Ja, to je bistvo vsega. Mislim, če sam nič narediš, si sam doma občepiš in si, pa da te je strah kamorkoli jeti, pa tako. Mogoče damo zdaj besedo tudi še novinarjem, da imate kakšna vprašanja za gospoda Tomaža Gržiniča. Lahko jaz še dodam tukaj. Ja, jaz bi samo to poudarila, da tukaj lahko vidite, kako pomembno je, da človek dobi diagnozo čim prej, ker če dobi dovolj zgodaj diagnozo, ve, da določenih stvari ne more več delati zato, ker je bolan zaradi bolezni in lahko nadaljuje kar dobro, kvalitetno življenje. Tomaž hodi na tenis, ping-pong, na orle, hodijo vse manjšo skupino prijateljev in znamenit je tisti njegov stavek, ki je bil objavljen po celem svetu v teh naših organizacijah Alzheimerjev. Odkar sem dobil diagnozo, se je moje življenje spremenilo na boljše. Bolj sem organiziran, nobenega športa se nisem odpovedal, marsikatera šala pade na ta račun, da pozabljamo, saj vsi pozabljamo, naj tako traja. No, to je bilo objavljeno, to tudi dobite, kratko izjavo, ki je bila objavljena vse povsod. To je res tak primer, da se vidi, da se splača čim prej k zdravniku, da dobiš diagnozo, kaj ti potem lahko še par let dosti kvalitetno živiš in si soočen, da pač imaš eno od bolezni. Demenca je bolezen tako kot vse druge, prej ko se ve, no tukaj je tisto, kar je stigma, da se o demenciji prej ni vedelo skoraj nič, da se je skrivalo, ni se prepoznalo od prvih znakov in so ljudje par let doma živeli in mnogi predstavniki družin povedali, da so živeli, kot se reče, v peklu in se par let prepirali, hoteli vse najboljše svojemu najbližjemu, ga silili, pripričevali, se z njim prepirali, govorili, da je hudoben, on je bil pa v resnici bolan. No, tako da je pomembno iti čim prej k zdravniku po diagnozo, dobiti postdiagnostično podporo. Danes je veliko znanega o tem, povsod imate informacije v naših, na spletni strani Spominčice, ostalih organizacij, skratka, knjig je veliko, filmov je veliko in skratka, če imaš informacije, kako živeti, kako prepoznati, kako komunicirati s temi osebami, no to tudi, kjer imamo točke, je to glavni namen, da ljudje prenašajo znanje v okolje in da na ta način res pomagamo osebam z demenco. Zdravila že dolgo ni novega, upajmo, tudi tukaj smo optimisti, upamo, da bo kmalu po več kot 17 letih prišlo bolj učinkovito zdravilo na tržišče. Zdaj, če vprašanj ni, bi se jaz najlepše zahvalila, gospod Tomaž Gržinič, gospod Štefan Zlobec in bi pogodila naslednje. Tukaj so ti letaki, ki si jih lahko ogledate, so pa na naši spletni strani, da si jih lahko vsi pogledate. Ja, gremo zdaj na terapevtski del in ta psihološki del. Vabim asistentko dr. Gregor Framberger, vodjo Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki, da se mi pridruži in asistentko dr. Polona Prelov, vodjo enote za gerontopsihiatrijo na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Mogoče najprej začnemo z vami, dr. Frambergerjeva.
kaj je novega, Štefanja je ravno kar zaključila besedo, da novega zdravila žal še ni, so pa na drugih področjih pri obravnavi teh bolnikov pa določene novosti, nam lahko več poveste. Tako, ja, tudi jaz se zelo lepo zahvaljujem za vabilo k tej možnosti, da spregovorim ob tem dnevu o novostih, ki se obetajo oziroma ki so se že zgodile, in sicer v tem času, o katerem smo zelo dobro ozaveščeni vsi v času pandemije, je seveda, tako kot smo že slišali danes in kot smo brali že vse te mesece, so ljudje, ki zbolevajo za demenco, zelo zapostavljeni bolj kot ostale osebe, in vemo, da se pravzaprav še toliko bolj druge bolezni, ki jih ta svet prinaša, so pravzaprav v drugem planu. Se pravi, zdravstveni sistem se je pravzaprav popolnoma prilagodil za to, seveda, da bi se zmanjšala škoda, ki jo prinaša ta pandemija, tej pandemiji, in tako so na primer bolniki z nevrodegenerativnimi boleznimi tukaj v izjemno slabi situaciji, in to vidimo v vsakdanjem delu, na primer na nevrološki kliniki, kjer pač preprosto nimamo možnosti, da bi se lahko posvetili bolnikom s kroničnimi boleznimi možganov, ker pač jim moramo in ker je seveda to akutno pomembno, se ukvarjati z boleznimi, z okužbami, z drugimi stanji, ki potrebujejo hospitalno obravnavo. No, in se mi zdi, da v tem trenutku je še toliko bolj pravi čas, da je prišla, da smo oblikovali in objavili v Evropskem združenju oziroma v Evropskem združenju nevrologov skupaj z Evropskim združenjem psihiatrov in geriatrov in z Alzheimer Evropa, torej predsednikom Alzheimer Evrope, smo bili eno leto in pol delali in pripravili nova priporočila oziroma smernice za medicinsko obravnavo bolnikov z demenco. Mi vemo, tako kot je že bilo povedano, da že dolgo ni bilo nobenega novega zdravila, ki bi prav delovalo na patološki oziroma bolezenski proces, ki se dogaja pri Alzheimerjevi bolezni. Tiste zdravila, ki so na voljo, so tudi pri nas na voljo že vrsto let, in za njih je pomembno, da jih oseba dobi zelo zgodaj in da jih dobi prava oseba, se pravi tista, ki res ima tako vrsto demence, kjer bo ta zdravila pomagala. Seveda pa imajo bolniki z demenco množico drugih stanj. Običajno so starejši, običajno imajo druge bolezni srčno-žilnega sistema, možgansko-žilne bolezni. Velikokrat imajo bolečino iz različnih razlogov, velikokrat imajo veliko različnih zdravil, in vse te situacije vplivajo zaradi narave bolezni, kakršna je demenca, vplivajo na to, kakšna je njihova splošna kvaliteta življenja, in pozornost teh smernic in priporočil je prav na tem, se pravi. Gre za priporočila, ki nas opominjajo glede na dokaze v svetovni literaturi, glede na klinično prakso, da je pomembno, da se zavedamo, da so bolniki z demenco v zelo izrazito neenakem položaju glede na druge bolnike, da zaradi narave svoje bolezni ne gredo do zdravnika in povedo, da jim je kakšnega zdravila zmanjkalo, da v bistvu morda ne vedo, da jemljajo kakšno zdravilo preveč, ki je bilo še mogoče izpred kakšnega leta ali nazaj, in da jih zdaj ne jemljajo več. Velikokrat so bolniki z demenco, kot rečeno, imajo bolečino in so lahko zdravljeni morda predolgo ali pa z preveč močnimi analgetičnimi zdravili, ki imajo seveda veliko stranskih učinkov, tudi na miselne funkcije, na stabilnost, vodijo lahko tudi k večji dovzetnosti za okužbe. Potem vemo, da imajo bolniki z demenco
večjo možnost, da bodo dobili epileptični napad zaradi bolezni možganov in je seveda zelo pomembno, da zdravniki, ki predpisujemo zdravila proti epileptičnim napadom, izberemo takšno zdravilo, ki bo manj škodljivo za njih, ker jih imamo zdaj veliko na voljo, a ne? Se pravi, to je pomembno. Potem po drugi strani bolniki z napredovalo demenco imajo veliko vedenjskih težav, so nemirni, so prestrašeni, lahko imajo določena doživljanja, lahko se ogrožajo zaradi vseh teh dogajanj sebe ali druge in seveda jih bi želeli pomiriti in vemo, da nimamo zelo dobrega in tudi nimamo ustreznega, posebej za demenco, primernega zdravila za blaženje takih simptomov in da tista zdravila, ki se jih splošno v praksi, v domovih ali na katerem koli nivoju zdravstva predpisuje za take namene, da so velikokrat neustrezna, da so taka s številnimi stranskimi učinki in kaj pravi pregled literature in priporočila, da pravzaprav je potrebno zelo omejiti trajanje uporabe takih zdravil in uporabiti take, ki imajo bistveno, torej dokazano manj stranskih učinkov. Druga stvar, kot sem že povedala, bolniki imajo številne dejavnike tveganja za druge bolezni, imajo sladkorno bolezen, imajo motnjo srčnega ritma, imajo večjo možnost, da se jim zgodi možganska kap. V praksi se dogaja to, da ko imamo bolnika mogoče začetno demenco in ima tudi arterijsko hipertenzijo, ima tudi motnjo srčnega ritma, se lahko zgodi, da bo zdravnik specialist iz področja interne medicine se morda zaradi te diagnoze demence odločil, da bolniku ne bo predpisal zdravil, ki bo jih predpisal na primer drugemu gospodu, ki nima take diagnoze. Kaj pravi literatura? Da je to neustrezno, da je pravzaprav ni nobenega razloga, zakaj bolniki ne bi bili enakovredno obravnavani, seveda je pa vedno potrebna individualna presoja. Tako da v teh smernicah, ki smo jih oblikovali in objavili v juliju letos v Evropski reviji za nevrologijo, se na praktičen način povzemajo informacije iz literature in podajo priporočila v tem za obravnavo takih stanj, ki so vsakdanja zelo pogosta stanja in tudi se opozarja na to, da pravzaprav bolniki z demenco zaradi narave svoje bolezni ne bodo šli do zdravnika, se ne bodo naročili za čez 3 mesece ali pa čez 6 mesecev, ampak bi bilo potrebno za njih sistematično urediti redno spremljanje, pa če tudi bi bilo samo pregled, ali seznam zdravil pravi, ali res potrebuje še na primer tisto zdravilo proti bolečini, ali potrebuje zdravilo, ki ga umirja. Se pravi, smernice so na voljo, so rezultat sodelovanja različnih specialnosti in upamo, da bodo lahko prinesle nekaj dobrega za boljšo obravnavo bolnikov s demenco. Najlepša hvala in še asistentka dr. Polona Rus-Prelog. O teh psiholoških vidikih, tudi povezanih s COVID-om in vplivu COVID-a, manj socialnih stikov. Lepo pozdravljeni. Jaz se zahvaljujem za povabilo. Za letošnje leto zagotovo populacijo bolnikov z demenco v veliki meri ta pojav epidemije s COVID-19 zaznamuje. In ne samo na telesno zdravje, tudi na duševno zdravje bolnikov z demenco ima enormen vpliv. In vedno več raziskav poteka, ki se osredotoča na psihološke posledice, ki so nastale zdaj zaradi socialnega distanciranja ali pa sprememb povezanih s preventivnimi ukrepi. In takšne že običajno vidimo na katastrofah večjih razsežnosti, kot so razne travmatske ali pa naravne in ekološke nesreče, vedno tudi zaznamo porast duševnih motenj. Še posebej depresije, anksioznosti, posttravmatske stresne motnje, lahko tudi povečamo zlorabo drog in fizičnega nasilja in zlorab. Dobra podpora ljudi z demenco
pa vključuje socialno stike in pomoč drugih ljudi. V veliki meri so bolniki z demenco odvisni od pomoči drugih in omejitev teh možnosti in fizična razdalja v bistvu povzroča socialno izoliranost, kar je velik problem. Mnogi mlajši seveda to uspejo nadomestiti z socialnimi elektronskimi mediji, ljudje z demenco pa te možnosti nimajo. In dokazano, oziroma študije, ki zdaj potekajo, kažejo, da je pri starostnikih nasplošno v tem času zaradi socialne izoliranosti prišlo kar do 30% večjega tveganja za anksioznost in depresijo. Ne samo pri tistih z demenco, ampak starostnikih nasplošno. Vemo pa, da 90% vseh bolnikov z demenco že tako ali tako izkusi psihične težave, da imajo lahko pridružene psihične in vedenjske spremembe in so toliko bolj občutljivi zdaj med pandemijo. In dodatno lahko poleg te izolacije tudi stres pa strah pred okužbo pripomore, ali pa poslabša obstoječe motnje. Bolniki z demenco imajo tudi zelo omejen dostop do informacij in ne zmorejo niti razumeti, niti dosledno upoštevati vseh priporočil, higienskih pa preventivnih ukrepov. In res terja njihovo duševno zdravje posebno pozornost. Zdaj moramo pa vedeti, da ima pandemija vpliv tudi na vse tiste ljudi, ki za bolnike z demenco skrbijo. Če je v Sloveniji ocenjeno število 35,000 ljudi samo z demenco, za njih skrbi vsaj 100,000 svojcev in negovalcev in tudi oni so že v siceršnjih pogojih izjemno obremenjeni in imajo povečano tveganje za psihično in telesno zbolevnost. In psihosocialna podpora je tudi za njih zelo pomembna. Zdaj na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana smo zdaj v času od začetka širjenja okužb vzpostavili poseben oddelek, kamor sprejemamo starostnike oziroma ljudi po 65. letu in seveda tudi tiste z demenco. In smo vzpostavili maksimalne varovalne ukrepe vsem, ki se jih hospitalizira in odvzamemo bris na virus SARS-CoV-2 ob sprejemu in počakajo na negativen izvid in jih šele potem premeščamo na gerontopsihiatrične oddelke. In v bistvu s prepovedjo obiskov, ki je bila seveda težavna za mnoge svojce, smo pa uspeli povsem preprečiti vnos virusa in smo uspeli ohraniti to belo cono. V začetku trajanja širjenja okužb smo že opazili, ko se je začelo obdobje karantene in izolacije socialne, da smo imeli porast tistih starostnikov oziroma več hospitalizacij tistih, ki so bili ali potrebovali pomoč, ker živijo sami, ali pa so bili pripeljani z terena, ker so zatavali, pa so jih našli osamljene in tavajoče, pa nekoliko več tudi tistih, ki so doživeli izrazito povečano anksioznost zaradi vseh teh novic okrog epidemije. Ambulantno smo spremljali bolnike telefonsko in smo večino informacij seveda dobili od svojcev, kar je možen le krajši čas in zdaj naše ambulante delajo v povečanem obsegu. Je pa zelo pomembno, da dobro poznamo za ustrezne preventivne ukrepe, da sploh lahko na tem področju kaj naredimo, moramo poznati posebnosti populacije in tudi mi sodelujemo v eni obširni v bistvu evropski raziskavi, ki preučuje posledice pandemije s COVID-19 na duševno zdravje ljudi. In Slovenija, tudi slovenska populacija je vključena, v bistvu vabimo, še vedno vključujemo ljudi, splošno populacijo, tiste, ki so doživeli izkušnjo izolacije in karantene in tiste, ki so preboleli okužbo z COVID-19 in pa zdravstvene delavce. In vabilo smo tudi vsem DSO-jem v Sloveniji poslali in pričakujemo, da bo tudi pri nas, da bo prišlo do pomembnega porasta depresije in anksioznosti, bomo pa preučili tudi spremembe življenjskih navad, telesne aktivnosti, zlorabe psihoaktivnih substanc, družinsko nasilje in podobno. Ljudi z demenco ne bomo aktivno vključili iz jasnih razlogov, ker ne bi zmogli sodelovati, bomo pa posredno lahko tudi vpliv na njih prek negovalcev preučili. Zdi se mi pomembno res, da dodatno zaščitimo duševno zdravje populacijo ljudi z demenco v Sloveniji, predvsem da poskrbimo za zadostne socialne stike, preprečimo osamljenost in da se izognemo s tem v bistvu nepotrebnim zapletom, kot so hospitalizacija in polifarmacija. Hvala. Najlepša hvala. Vprašanja? Ni vprašanj? Če ni vprašanj, potem bi se jaz v tej točki najlepše zahvalila obema govornicama in povabila za govornico še profesor dr. Zvezdana Firtoška,
predstojnika katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti in tudi predsednika strokovnega sveta Združenja Spominčica in pa magistro Tatjano Cvetko, zdravnico, specialistko splošne medicine in predsednico Društva za pomoč pri demenci Primorske Spominčice. Mogoče začnemo, profesor dr. Kertošek, z vami. Hvala lepa. Najprej lep pozdrav vsem. Moram reči, da tudi pod maskami prepoznavam novinarje in novinarke, ki ste nam že v dolgoletno oporo in se vam bi rad za to tudi zahvalil. Od dr. Rusove smo slišali alarmantno številko, ki jo pravzaprav v Sloveniji že zdaj poznamo, ne ocenjujemo, da je pri nas 35.000 ljudi z demenco in da za vsakega od teh bolnikov je slej ko prej sta potrebna naprimer 2 negovalca skrbnika. Nekoliko metaforično, seveda v kontekstu, bi se lahko danes na 21. septembra 2020 izrazili tudi, da imamo v Sloveniji 35.000 obolelih in približno 50-60 do 100.000 pozitivnih. Gre namreč tudi za pandemijo. Seveda ta pandemija ni tako dramatična, kakor je bila recimo španska, torej gripa leta 1918 ali kot je COVID. In naša upanja so seveda zelo usmerjena v naslednje mesece in v naslednje leto, ko se bo pojavilo cepivo. Kljub cepivo bomo živeli malo drugače, kot smo, ker smo se, mislim, da in kot ljudje, kot posamezniki na nek način resetirali, a ne? Virus nas je marsičesa naučil, vendar bomo živeli na nek način bolj sproščeno. Nažalost tega za 35.000 ljudi z demenco za naslednje leto, mislim, da bi se dr. Krambergerjeva strinjala, še ne moremo napovedati. Tudi tukaj na tem področju zelo živimo v upanju na zdravilo, takšno ali drugačno, ki bi ga lahko dali bolniku morda še preden bo dobil prve simptome. Tega upanja ne bo. Realnost se zdi trenutno bolj temno, kot je dr. Rusova rekla, 35.000 danes in napovedi za sredino stoletja, večina tukaj prisotnih jo bo doživela, za sredino tega stoletja je, da bo 1 do 2-krat več obolelih z demenco in tudi 1 do 2-krat več potrebnih starostnikov, tako da bomo morda nekega daljnega 21. septembra 2051 poročali, da imamo trenutno v Sloveniji 87.000 obolelih z demenco in da imamo, spet metaforično rečeno, 200.000 pod narekovaju pozitivnih, se pravi skrbnikov. Zakaj pravim pozitivnih skrbnikov? Zaradi tega, ker nam je dr. Rusova tako lepo opisala, kaj pomeni skrbeti mesece in mesece, leta in leta za bolnika s težko obliko Alzheimerjeve bolezni. Pomeni, da bom tudi jaz kot skrbnik slej ko prej dobil sladkorno bolezen, da bom dobil kardiovaskularno obolenje, da bom dobil čir na želodcu, da bom živel v hudem stresu, ki se zelo pogostokrat konča tudi z demenco. To je tista tiha, če je demenca tiha pandemija, o kateri ne slišimo dnevnih poročil, potem so skrbniki tista tiha
velika večina, ki čaka, da se ji bo v naslednjih letih nekaj zgodilo, če družba ne bo prišla na pomoč. Posebej v takih časih, ko so časi pandemije, se mora družba tudi zazreti vase in se vprašati. Naprimer, eno izmed vprašanj bo tukaj, vidimo, ali bo naša družba Slovenija ostala zvesta načelu, da želi biti za demenci prijazna skupnost. Odgovorov je mnogo, lahko rečemo ne, ni denarja, lahko rečemo ne, ni volje, lahko rečemo da, še naprej bomo skušali biti taka humana družba. Kolikor bo odgovor da, in odgovor bo moral biti nekje v parlamentu, ne v stroki medicinski, kolikor bo odgovor da, potem ne bomo mogli mimo, zbral sem to v približno 7 točkah, ki se jih bomo morali dotakniti v naslednjih letih z veliko politične dobre volje, z smiselnimi financami, z organizacijo na širšem družbenem nivoju, tudi z volonterstvom, kot je rekla doktor Čebaškova. Kaj bi bilo 7 točk, ki jih zdaj vidim, da bi se družba morala opredeliti? Najprej prva, bi rekel, da se postavi jasen politično-pravni in finančni okvir. Da se vprašamo, ali je to problem, ki se ga slovenska družba želi lotiti. Moram z veseljem povedati, da je pred leti bila narejena skupina, ki je sestavila strategijo in nato akcijski plan, nato so stvari zelo zaspale, zdaj pa mislim, da smo ravno v sredo znova povabljeni na ministrstvo, da se znova pogovarjamo o tem politično-pravnem okviru. Druga točka, ki je zelo pomembna, je, da še naprej ozaveščamo celotno družbo o tej tihi pandemiji. To je delo, ki ga čudovito opravlja spominčica, za kar bi se rad na tem mestu še enkrat lepo zahvalil. Potem dr. Kramberger vas se je dotaknila enega izjemno pomembne stvari. In to je zmanjševanje dejavnikov tveganja. Mi danes vemo, da če živim na določen način, določen slog življenja, da se lahko ali pahnem v demenco veliko prej, kot bi mi usoda sicer zapisala, ali pa lahko demenco odložim za 5, 7, 8 let. Morda ne morem v tem momentu izbrisati svojih bodočih bolezni, vendar jo lahko zelo odložim in ublažim. Se pravi, vsi se moramo naučiti, kaj so ti dejavniki tveganja. Moramo se naučiti o stresu, o pomenu spanja, o pomenu diete, o pomenu fizičnega gibanja, o pomenu tako imenovane kognitivne rezerve, da imam tudi svoje možgane in intelekt v tako lepi formi, kot morda svoje telo. Se pravi, naslednja točka, ki so se jo lotili evropski psihiatri in nevrologi, napisali tudi lep članek o tem, je, kakšna naj bo kvalitetna diagnoza, zdravljenje, nega. In slišali smo od Tomaža in od predsednice, kako pomembno je, da do te diagnoze človek pride čim prej. Kako smiselno si bo lahko organiziral življenje in sebi in okolici. Kako pomembno je, da se stroki omogoči, da čim prej uporabi vse teste, da potrdi ali ovrže to težko diagnozo. Kako pomembno je uvedba terapije, ki čeprav popolnoma ne zdravi, vendarle lajša. In kako pomembna je tista nega, jaz vam bom povedal, da številke, te žalostne številke, recimo imam jih iz Velike Britanije, kažejo seveda, da je bila mortaliteta daleč največja seveda med starejšimi, ampak med temi starejšimi
je bila nesorazmerna in osupljiva številka tistih, ki so imeli demenco. Se pravi, tudi ta nega, pripravljenost. Ne. Potem omenil sem skrbnike, kot tisto tiho vojsko, ki dela in vemo, da bo čez 2, 3, 5 let omagala, kajti nemogoče je živeti v tako hudem stresu, brez da ti pomaga družba. In zelo si želim, da nihče od tukaj prisotnih ne bi imel te osebne izkušnje, kaj pomeni 24 ur skrbeti za človeka, ki te ne prepozna več. Vsekakor v našo družbo čaka še nekaj, to je vzpostavitev informacijskih sistemov. Moramo vedeti, koliko je bolnikov, koliko je skrbnikov, moramo imeti neke informacijske big data, velike torej podatke, da bomo tako politiko, kako tudi zdravljenje lahko lepše načrtovalo. In na koncu, vendar ne čist nepomembno, so raziskave in inovacijski projekti. In čudovito je slišati tako dr. Rusove iz psihiatrične klinike, kot dr. Krambergerjevo iz nevrološke torej klinike, in vem, da tudi Spominčica je izjemno aktivna v evropskih raziskovalnih projektih, tudi na področju inovacij, kako lahko uredimo stanovanje, kako lahko uporabljamo senzorje. Ne vem, če bo koga zanimalo, mislim, da David Krivec, tajnik Spominčice, izjemen človek, moram reči, v tem našem okolju za demenco, vam lahko pove o tem, kako se je Slovenija zdaj pridružila še enemu takemu projektu z senzorji, z ureditvijo doma in tako naprej. Tukaj bom zaključil, se lepo zahvaljujem za pozornost. Najlepša hvala in zdaj vabim še magistro Tatjano Cvetko, zdravnico, specialistko splošne medicine, predsednico Društva za pomoč demenci Primorske Spominčice, da nam iz prve roke tudi pove, kako pa je v ordinaciji družinskega zdravnika. Srečujete se s pacienti z demenco, srečujete se z njihovimi svojci in delujete tudi prostovoljno v društvu. Ja, najlepša hvala za povabilo. Zdaj, res, ko zdaj že nekaj časa govorimo o demenciji, o bolezni, pa počasi pridemo tudi do tega, kako pomagati posamezniku, temu bolniku z demenco in tudi njegovi družini. To je vedno v sozvočju, če bolnik ima družino. Zdaj, kot da bi COVID virus obrnil se na glavo. In korona kriza je res zelo hitro in zelo lepo razkrila vse razsežnosti oskrbe, ki jo potrebujejo bolniki z demenco in njihove družine, se pravi, da ne potrebujejo samo zdravila, ampak da potrebujejo vsakodnevno pomoč, da rabijo prehrano, da rabijo nekdo v trgovino, da jim rabi pomagati, da so in da pomagati, da niso, se pravi, da ne uhajajo ven, da gredo ven in da ne gredo ven. Se pravi, je veliko takih problemov bilo na terenu, da ne govorimo o teh stiskah svojcev, ki so se nas obračali, ko so pravzaprav, ko je cela država uveljavljala neke ukrepe, da bi zavrli to hudo pandemijo virusa, so pa svojci pravzaprav imeli pred sabo le koristi teh svojih bolnikov, ki so se jim zdeli zelo utesnjeni s tem, da smo jim odzeli socialne stike, da niso mogli iti na obisk, da niso mogli iti v dom starejših, da niso mogli drugače kontaktirati, kot je povedala kolegica pred mano. To so bolniki in to so oskrbovalci, ki so v starosti, ko mogoče uporabljajo še telefon, mogoče niti ne znajo uporabljati drugače elektronskih naprav, se niso mogli tako hitro zvežbati, se pravi, so bili ti socialni stiki izjemno okrnjeni in s tem pravzaprav tudi veliko stisk oskrbovalcev. Mogoče so bilo še večje stiske oskrbovalcev kot pa bolnikov samih. Jaz sem jih vedno nekako potolažila, ko sem rekla, pogledajte, se pozabijo, ali ste bili včeraj, ali ste bili predvčerajšnjim, ampak vseeno pa smo spodbujali, da jih kličejo, da slišijo glas, da ohranjajo tisto, kar jim ostane, se pravi, da jim pošljajo kakšno sliko. No, uvedli so komuniciranje preko displejev, preko televizije, kar je bilo pravzaprav izjemno ugodno. Tako da kakorkoli rečem, to breme krize se je pokazalo tako doma,
pri vsakodnevni oskrbi, pokazalo se v domovih starejših, kjer so razgaljene te potrebe po dodatnih kadrih in tako iz zdravstvene oskrbe in tudi nege in družabništva in socialnih stikov in seveda predvsem v lokalni skupnosti, kjer smo videli, da je veliko ljudi še neprepoznanih, da se niso znašli, da tisti, ki nekako s podporo skupnosti medsosedskih odnosov še funkcionirajo, pa nekako nadaljavo, so se na terenu zapletle v tem smislu, da niso znali poskrbeti zase, zapletle v smislu, da je dostopnost do zdravstvenih storitev okrnjena in seveda ob osnovnem dejstvu, da oni ne znajo in ne zmorejo poskrbeti zase. Se pravi, nekdo drugi mora poskrbeti za njih in videti njihove potrebe in pravzaprav stvari organizirati. Zdaj, zadovoljni smo pravzaprav, da gre na bolje. Še vedno lahko rečemo, da je prepoznavanje bolnikov boljše, da je znanje o demenciji v skupnosti in tudi v strokovni javnosti med zdravniki vedno večje, vedno več bolnikov prejema zdravila. Tle pa bi morali pravzaprav dodati tudi to, da to, kar je omenila dr. Krambergerjeva, ne samo, da damo zdravilo, ampak dejansko bi rabili tudi cel sistem, ki bi podpiral tega bolnika naprej in mu nudil neko oporo in spremljanje, neko prospektivno spremljanje pri zdravljenju, tako da smo dejansko rabimo par organiziranih ukrepov, kako naprej. Skrb za demenco bi vsekakor si morali v družbi porazdeliti in predvsem sistematično organizirati. Fajn je, da baziramo na domačem okolju, na tistem okolju, ki je bolniku znano, na tistem okolju, ki pozna bolnika, s katerim so živeli mogoče 5, 10, 15, 20 let in ti ljudje mu bojo v začetku najprej pomagali. Se pravi, da moramo okrepiti najprej kot družba tiste strokovne terenske službe, se pravi, tako zdravstveno službo, socialno službo povezati z nevladnimi organizacijami in tudi s prostovoljstvom, da bi čim dlje bolniki ostajali v domačem okolju, če bodo imeli možnost in priložnost. Se pravi, možnost, da bivajo doma in priložnost v lokalni skupnosti, da se grejo v nek dnevni center, v nek varovani center, v dnevno varstvo in vseeno ostajajo doma v okrogu družine, ki jim bo pomagala tekom dneva in tekom bolezni. S tem nekako v lokalni skupnosti tudi izboljšamo tako prepoznavanje bolnikov in tudi potrebe, ki jih imajo ti bolniki in starejši, da jih lahko organiziramo. In seveda danes nismo še kaj dosti rekli o domovih starejših. Dom starejših je nekaj, kar si bi rekla, danes bomo rekli, vsi potrebujemo, ampak nihče od nas se ne želi, da bi tja šel. Realno so potreba in mislim, da potrebuje vsak večji kraj, vsaka občina bi potrebovala v svojem okolju svoj dom starejših, da bi ljudje ostajali v domačem okolju, v poznanem okolju, kjer bi lahko ohranjali socialne stike, kjer bi lahko pravzaprav družba in lokalna skupnost razvijala kot center oskrbe, dnevne oskrbe, druženja in pravzaprav tudi celovite oskrbe bolnikov v domačem okolju in počasi prehod, kolikor je potrebno tudi na institucionalno varstvo. S tem vsem bi pravzaprav izboljšali kakovost življenja vsem, tako bolnikom, tako njihovim družinam. Danes sicer je bilo nekaj besed o prostovoljstvu, v svetu zelo razširjena, pravzaprav dimenzija, veliko pripomore. Ne pozabljamo pa, da pravzaprav se mi borimo s tem, da delamo do 65. leta. Tudi ženske, ki v tujini marsikaj ne delajo in dejansko v tujini so prostovoljke ženske, ki niso zaposlene. Pri nas se mi zdi, da je to malo težje uveljaviti. Mi moramo imeti organizirane službe pomoči na domu, ki se lahko povezujejo potem tudi s prostovoljnim družabništvom. Tako da upam, da bomo še naprej premagovali stigmo demence, da bomo iskali diagnozo, da bomo potrdili in zdravili
in tudi upam, da bomo lažje s to izgradnjo domov za starejše in z dnevnim varstvom premagovali stigmo namestitve starejših v domu in olajšali potem pravzaprav vsem prehod v institucionalno varstvo. Kakorkoli, bolezen bolnike z demenco vleče v svet pozabe in oni sami ne zmorejo si pomagati. Mi moramo tisti, ki vidimo njihove potrebe in ki jim lahko priskočimo na pomoč. Najlepša hvala. Vprašanja?